Nič, družba moja draga, zdaj pa gremo mi na mojo prvo nocojšnjo, če smo sred dneva, današnjo, dnevno gostjo. To je pa ena zelo mlada, simpatična, lušna, navihana punca, ki je že ves čas tule od zadaj, vidite, ker sem se jaz malo zmoderniziral in sem začel rolati malo video spote. In ta punca od tu, od zadaj, bo zdaj prišla tudi tukaj od spredi. Dame in gospodje, če bo Bog dal, bo z mano po Skypu zdale prekrasna Ema Jagrič. Ema, se vidiva, slišiva in vidiva. Ja, se ja. Zdravo. Čau, čau. Ema, kje si? Kje sem te zmotil? Kje se nahajaš? Na zmenku, od zuni, na WC-u, v kopalnici, kje si? Ne, zelo sem kar lepo v moji sobi, tako da sem si vzela čas za tale intervju. Lej, mi je veliko čast. Ema, tisti, ki te ne poznajo, kaj bi jim rekla, kdo si, kaj počneš in po čem bi te pa morali poznati? Ja, v bistvu sem, stara sem 17 let, prihajam iz Žalca, pojem že 10 let, učim se pri pevki Ali, sodelujem s producentom Aleksom Volaskom, do sedaj pa sem izdala že v bistvu 3 svoje komade. Čakaj, rekla si 17 let. Ja. Pa moram jaz zelo paziti, kaj govorim, ne? Ker me bojo zaprli, Ema, to bi me mogla opozoriti naprej, gledaj, to bi me mogla opozoriti, ampak ni panike. Rekla si, da poješ 10 let, torej si začela peti kaj, še preden si znala govoriti? No, to glih ne, ampak v 2. razredu sem začela, zdaj sem pa 2. letnik. In kaj te je prijelo recimo v 2. razredu, da si pa kar naenkrat rekla, jaz bi pa začela peti? Pa ne vem, vedno sem zelo rada imela glasbo, pol pa ne vem, enkrat sem pač v šoli videla nek letak za solo petje, pa sem, okej, ne vem, bom probala, ne? In pol sem videla, da je... Prosim? Pravim, zakaj pa ne? Če je že bilo tam, ne? In bom rekel, če se ne motim, si 2 leti nazaj tudi na tem festivalu Fans tekmovala, ne? Ja, bila sem tudi na tem festivalu lani, vendar pred 2 letoma sem osvojila 2. mesto. Zakaj pa nisi zmagala? Kdo je pa boljši od tebe bil? Ja, tak je bilo, mislim. Vse se zgodi z razlogom. Mislim, kdo je zmagal, da ga za ušesa zgrabim? Kdo je taki, ki si te je drzno premagati? Kdo? To je bila pa ena punca z Primorske, zdaj se trenutno ne spomnim točno imena. Pustma, očitno so že vsi pozabili. Ema, rekla si, da te Alja uči petja, torej naša res krasna pevka, legenda slovenske glasbene scene, tako rekoč, že ne vem kak dolg na sceni, in vem, da ona veliko teh mladih punc in fantov uči, pa te vseeno vprašam, ima ona eno tako lestvico, na kateri ima recimo, ne vem, top 5 teh svojih učencev, za katere pa ve, da bojo uspeli, pa da bo nekaj z njimi, ali ne? Pa v bistvu vse gleda nekako enako, vsem hoče dati največ znanja, kar ji pač lahko da. Tako da v bistvu dvomim, da ima neko hudo lestvico, ampak vsak pač dela po svojih zmožnostih, se trudi. Ampak na tebe pa je verjetno ponosna, glede na to, da si dejansko kar dosti dosegla že, ne? Ti je rekla kaj, mislim se kaj menta, zdaj ko si pa imaš video spote, pa na tem Fansu si bila druga, pa tudi nastopaš, te poklicala kaj, te kaj pohvali ali tih? Ne, Alja zelo pač rada pohvali, tako tudi rada skritizira, če je kaj slabo. Aha! Zelo fajn, no, pri njej. Kaj pa je skritizirala doslej, da čujem? Ja, mislim, vedno so kakšne napake, ko bi lahko bile boljše, pač narete, v glavnem stvari, ki bi bile boljše. Ampak tak je, ko se učiš. Ti, rekla si pa tudi, da sodeluješ z Aleksom Volaskom, ki je bil s svojo punco, mislim, da 14 dni nazaj tudi gost v naši oddaji. Kak je pa Aleks? Aleks jaz poznam kot zelo prijetnega, nasmejanega fanta, v resnici je pa malo tečni, ali je malo sitnari, malo je že star, ne da? Pa ne, pač oba dva, Aleks in Saša, oba dva sta zelo v redu. Več smo že snemali kaj skupaj, tako da res pač oba dva sta v redu. Razumem, so fajn. Ja. Ok. Ema, daj mi povej, kaj pa ti počneš, recimo, ko se pa ne ukvarjaš z glasbo, ko ne poješ, ko nisi na odru, ko glasbo čisto sklopiš, kaj te še veseli, kaj rada počneš? V bistvu zelo rada se ukvarjam tudi športom, hodim v fitness, potem grem na kak sprehod z psom, tako da ja. Kaj pa ima za enega psa? V bistvu imam mešanko, no, tako da
Posvojili smo jo, na nek način smo jo rešili. Aha, veliko, malo? Majhno. Aha, pridi sem, ti bom pokazal mojega psa, pridi se pokazat, pridi se pokazat, Emi, mogoče boš dobil, kaj je psička ta tvoj pesek? Ja, Boš nevesto dobil, glej, kam ima Iztok, pridi sem, glej, kam ima Iztok, pridi, hop, skoči gor, Ema, skoči gor, Smotko, skoči gor, da boš videl, kako psičko ima Ema, pridi. Lej, prav tule me gleda in noče gor. Ema, rekla si, da hodiš v fitness, to mislim prav da boš imela mišice ali tako malo za rekreacijo, da se malo razgibaš? Pa v bistvu ful se slabo počutim, če v dnevu nič ne naredim za sebe, tako da moram se malo spraviti pa nekaj narediti za sebe. Aha, to mi povej, Ema, kaj pa recimo imaš v planu, da boš, ne vem, od glasbe živela, da ti bo tako dobro šlo, da boš, ne vem, lahko brez poklica, brez službe, ampak da bo zgolj nastopala, uživala in se imela fajn, garala v to smer, ali misliš, da to ne bo šlo, pa boš mogla vseeno v šolo, pa malčken to pozabiti v prihodnosti? Kaj glede tega razmišljaš? Ja, ne vem, pač vsekakor so to moje sanje, da bi enkrat uspela, da bi lahko nastopala pa živela od tega, čeprav je to v Sloveniji zelo težko. Tako da, če mi to rata, super, drugač pa verjetno še kakšna glasbena šola, poleg tega zraven. Drugač pa pač hodim na gimnazijo, tako da imamo vse pač opcije odprte za nadaljnjo šolo. Ti, eno navihano vprašanje, kljub temu, da si stara 17 let, si zaljubljena, kaj imaš fanta, to zanima tvoje oboževalce. Ne, kaj čakaš, že boš polnoletna ali kaj? Ja, točno to tako. Ema, glej, to je ta pesek, to je ta ki mu jaz iščem nevesto, sam ti svoje kužike pa nimaš tam zdaj na oni strani, ne? Ne, tule pa žal ni zraven. Aha, ja, lej, ne mene zdaj ljubčkat, lej, ne boš mogel videti, sem te okoli prinesel svoje bodoče neveste, ne boš videl tako, da pet nazaj tja, ko si bil. Ema, spot, ki ga ima zavrtela danes ob koncu pogovora, bo kaj? Bo v bistvu moja prva pesem, ki sem jo izdala. Z njo sem bila na tem tekmovanju Fans, s katero sem pač v bistvu osvojila drugo mesto. Drugač pa v bistvu zdaj prihajata še 2 nova komada, tako da, če me hočete spremljati, me lahko sledite na Instagram profilu, zato da boste na tekočem z vsem. Ema, jaz ti zahvaljujem za tale kratek in sladek oklop. Ostani kul še naprej, ostani tako prijetno dekle, lej, pridno delaj, pravijo, kdor pridno dela pa gara, pa se z dušo in telesom preda temu, kar rad dela, ima uspeh zagotovljen. To ti garantiram in verjamem, da čez 10 let, ko se spet čujemo, boš ti že velika zvezda, vas sploh ne boš hotela poznati več, ne? To pa ne. No, hvala Bogu. Ema, lepo bodi, mi pa torej ob koncu tega pogovora vrtimo torej tvoj 2 leti star video spot, ki je zdaj še posebej aktualen, ker govori o poletju, ne? Ja, res je. Čau, čau! Čau!